Priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od 4 vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že moževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu pred vrati. Resnično povem vam, ta rok nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče. Ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo Oče. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, skoraj smo že ob sklepu cerkvenega leta. S prihodnjo nedeljo Kristusa, kralja vesoljstva, namreč sklenemo služno leto. In zato misel na konec sprejema tudi današnja svetopisemska berila, ki govorijo o tem, kako se bo končala zgodovina sveta in človeštva in predvsem, kako naj se kot kristjani na ta konec tudi osebno pripravimo. Evangeljski opis konca sveta gotovo v nas in vseh rodovih zbuja pozornost. Kaj naj bi vse to pomenilo? Na vse zadnje se gotovo sprašujemo tudi zakaj. Zakaj mora priti konec? Ali je Bog svet ustvaril zato, da se bo nekoč zaključil ali ga celo uničil? Ali nebeške sile utrpil zato, da se bodo, kako današnja Božja beseda pravi, zamajale? Se človek na tem svetu muči zato, da bo vse njegovo delo v nekem trenutku propadlo in se končalo? Stvari so v resnici precej drugačne in konec, ki ga omenja evangelij, lahko pomeni dvoje. Najprej pomeni prehod v drugačno novo bivanje, v tisto, ki si ga vsi tako želimo in vanj tudi verujemo. Lahko bi rekli, da je boljši izraz za to dovršitev. To izraza čisto drugačno vsebino. Sedanji svet bo prenehal zato, da bosta lahko vzpostavljena novo nebo in nova zemlja, v katerih večkrat zapiše zadnja knjiga Janozovega razodetja. Tudi mi bomo preustvarjeni in prav v tej knjigi piše, da ne bo več joka in stoka in nobenega trpljenja več in tudi smrt bo za vselej premagana. To se bo zgodilo v drugem Kristusovem prihodu. Kdaj pa bo Kristus prišel, ve samo Oče, ki ga pri vsaki sveti maši prosimo pred obhajilom: varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. S temi besedami, bratje in sestre, tudi v resnici prosimo, da se tega dneva ne bi nikoli bali, ampak da bi ga v veselju in predvsem radostno pričakovali. In to je drža pravega kristjana in tudi pravega vernega človeka. Jezusov prihod v slavi poslednji dan bo veličastna ura, veličasten vstop v neminljivo življenje in srečo z Bogom ter z vsemi, ki so že poveličani v Božjem kraljestvu. To življenje in ta sreča bosta podarjena vsem tistim, ki se v tem zemeljskem življenju trudijo, da bi živeli po evangeliju. To je v majhnih, vsakdanjih rečeh, vse to posvečevati z Gospodovim pogledom in z njegovo besedo, da bi tudi v polnosti lahko dosegli večno srečo. Tedaj bo naša zvestoba, ki je v malem nagrajena, in sicer z neminljivostjo, za kratek trud na zemlji bomo deležni večjih dobrin. Vse to upamo in vse to nam tudi Bog naklanja. In druga misel v tej resnici, ko že govorimo o pomenu in dovršitvi sveta. Novo nebo in nova zemlja se morata zgoditi tudi v vsakem izmed nas, in to že tukaj in sedaj.
Bog si vsak dan znova želi, da se v nas zbudi novo nebo in nova zemlja. In to je, bratje in sestre, naše osebno spreobrnenje. Spreobrnenje v lastnih navideznih gotovosti k njemu, ki je gospodar življenja in vsega tega, ki je prava in resnična gotovost tudi našega življenja. Spreobrnenje je tisto, ki se začne v naših srcih in daje tudi našemu življenju resnično in pravo novost. Gre za spreobrnenje od lastnih iskanj sreče k njemu, ki je za človeka edina, prava in tudi popolna sreča. V življenju vsakega od nas se morajo že zgoditi mnogi konci sveta. Sveta, ki mora biti končan, ker je svet greha, svet oddaljenosti od Boga, svet nevere, sebičnosti, zagledanosti vase, vsega tega, kar človeku pogled odstrinja od Boga in ga ne vidi, zato tudi ne hodi za njim in s tem umaje tudi njegovo vero. Toda Gospod se da vedno razodeti tistim, ki ga vidijo in duši, ki ga tudi iskreno išče. Zato se kristjani nikoli ne ukvarjajo z mislijo o koncu sveta, o rušenju ali uničenju sveta, smrti ali koncu, ampak o življenju, ki mora naš pogled usmeriti naprej k življenju, sreči, vsemu temu, kar je večno in tudi temu, kar je Božje. Nov svet, ki je srečen in blažen, pa se ne more zgoditi brez človeka, brez njegovega prizadevanja in brez njegovega človeškega napora. Kajti Bog daje človeku vedno znova svobodo. Človek pa se obrača Gospodu in zato je potrebno tudi notranje spreobrnenje. Spreobrnenje za vse naše toliko večji izziv, ker vemo, da imamo zanj čas samo dokler smo na tem svetu. V tem času se lahko osebno pripravljamo na srečanje z Gospodom. V dobroti in plemenitosti lahko zorimo samo v tem življenju in se tako pripravljamo na večnost, najprej pa na smrt, ki je ena od najbolj gotovih stvari našega življenja. Smrtjo se torej naša zasluženje za večnost konča. Naša večna usoda, če je človeško gledano tako rečemo, se tako vključa tukaj in sedaj in je tudi v naši domeni in odprtosti v Božje usmiljenje. Misli na smrt zato ne odganjamo od sebe, ampak z njo red pripravljamo svoje tuzemeljsko življenje na srečanje z Gospodom. In prav v tej misli minljivosti lahko postajamo bolj evangelski in s tem bolj pošteni, bolj človeški, ker se zavedamo, da je življenje kratko, da ne bi izgubljali časa s tem, o čemer sveti Pavel pravi, da so smeti tega sveta. Stara modrost namreč pravi, delaj pametno in misli na konec svojega življenja, tako boš večno pripravljen na srečanje z Gospodom. Ob vsem tem pa nas veseli upanje, da bomo slišali povabilo, pridite blagoslovljeni mojega očeta v kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Prosimo torej, bratje in sestre, našega Gospoda, ki je vladar vseh časov, naj nam da moči, da bomo odgovorno živeli, si prizadevali za lastno svetost in s tem tudi za pravičnost in dobroto, ter svojim bližnjim gojili pristen stik in s tem tudi svojim Bogom, predvsem pa premišljevali Božjo besedo in jo uresničevali. Kajti besede tega sveta bodo minile, besede večnega življenja pa ne bodo nikoli prešle. Zato odprimo svoj pogled in se zazrimo v Gospoda, v tistega, ki prihaja soditi žive in mrtve, da bi tudi sami nekoč lahko doživeli njegovo kraljestvo v našem srcu, da bi se uresničilo vse tisto, kar nam Bog naklanja, da bi večno lahko tudi živeli z njim. Amen.